Srečanje pod lipami. Danes imamo izjemnega gosta v naši sredi, gospoda Škofa iz Murske Sobote, doktorja Petra Štumpfa. Dobrodošel v našo sredo. Hvala, da ste si vzeli vaše časa za nas. Prosim, kaj izvolite? In seveda jaz predajam besedo Eriki Janštar, ki bo nocojšnji večer tudi vodila. Dober večer vsem, predvsem pa našemu gostu, ki se je pripeljal iz drugega konca slovenskega sveta v bistvu. Najdaljšo pot ste imeli. Zahvaljujem se vam, da ste si vzeli ta čas, da ste prišli v Gorico med nas. Publika danes tu je goriška v širšem časovnem prostoru. To so Slovenci, ki živijo v Italiji, na Goriškem, pa tudi v Matici, na Novogoriškem. Povabili smo vas v našo sredo iz več razlogov. Recimo glavna dva, ki bi jih izpostavila, je prvo gotovo Prekmurje. Prekmurje je dežela, ali regija, kako je to dežela? Regija, ki letos obeležuje, praznuje in mi skupaj z vami stoletnico združitve z matičnim narodom. Glavni prazniki oziroma višek teh slovesnosti bo poleti, bo meseca avgusta, o tem bomo potem mogoče podrobneje spregovorili. V našo sredo pa smo vas povabili tudi zato, ker ste vi človek čiste besede, jasne misli in take goste mi imamo zelo radi, ki povejo Bogu Bob. Ne skušajo biti všečni za vsako ceno, ampak če je treba kaj jasnega in premočrtnega povedati, to tudi povejo. Vi prihajate iz Prekmurja, Beltinci je vaš rojstni kraj, občina Beltinci, ste zaveden in ponosen Prekmurc, ki prekmursko zgodovino tudi zelo dobro poznate. Ste salezjanec, študirali ste v Torinu, iz mariologije ste diplomirali, doktorirali ste v Ljubljani iz prekmurske zgodovine, na eno temo, ki je vezana na Prekmurje. Pri Slovenski škofovski konferenci pa odgovarjate tako za medije, kot tudi za nas, torej za Slovence, ki živimo zunaj meja Republike Slovenije, pa naj bo to zamejstvo ali pa zdomstvo. Škof v Prekmurju ste od leta 2009, škofija pa je nastala 2006, če se ne motim. Prej je Murska Sobota spadala pod mariborsko nadškofijo. Torej, začnimo pri Prekmurju. Kakšna je ta dežela, kakšni so prekmurski ljudje, koliko je veren prekmurski človek? Jaz sem iskala podatke, sem našla, da pred 15 leti mogoče, takrat, ko je nastala škofija, verjetno so ti podatki, da je bilo 80% prekmurcev, ki so pač odgovorili, da so katoličani. Mi poznamo več prekmurcev, takih in drugačnih, od Vlada Kreslina do politikov, do Miška Kranjca, do Kuzmičev in podobno. Predstavite nam tega prekmurskega človeka, če je zares melanholičen, če je zares, so taki ritmi bolj počasni, v tej vaši nežini z Muro, ki se tako teče počasi, prosim. Hvala lepa za povabilo in za gostoljubje v tem vašem domu, lepi skupnosti. Vse vas lepo pozdravljam in seveda se veselim tega našega srečanja. Gospod Karlo, Bog te živi. Ja, tako veliki pajdaš, tako da se šel malo po prekmursko, ne. Sem s veseljem prišel k vam, danes smo imeli škofovsko konferenco v Ljubljani, težka vprašanja obravnavali, tudi določila glede teh spolnih zlorab, kako in kaj cerkev na Slovenskem se do tega opredeliti in obnašati.
No, ampak potem sva s gospodom Ervinom, ki je pri nas na škofiji tudi poslovodja, šla počasi proti vam, se ustavila pri gostilni Kekec, vsega greva še na nene špagete z vongolami, preden se ustavi mušek tukaj. No, škof Jurij mi vedno reče, torej, tako se mi da pozdraviva, po v smislu pisma razodetja, jaz ga rečem, Jurij, pozdravljen, angel Zahodne cerkve, koprski škof, Zahodna Slovenija. On reče, Pil, pozdravljen, angel Vzhodne cerkve. Torej, Zahod in Vzhod, dva malo bolj korporativna škofa, vendar zelo velika prijatelja, zelo spoštujem tega našega brata Jurija, kot tudi metoda, oziroma res se fajn razumemo. Naše Prekmurje, ja, v srednjem veku so ga imenovali districtus transuranus, torej distrikt, ali kot ste rekli, regija onkraj Mure. Pokrajina res precej drugačna od vaše lepe Goriške in sicer izoblikovana tam od terciara naprej. Vemo, da je to Panonsko morje zaznamovalo to našo pokrajino. In zato hribčki, kot so severni del Prekmurja, temu rečemo danes Goričko, potem Lendava z strehovskimi, bogojanskimi goricami. Vse to so nekako nanosi tega terciarnega Panonskega morja, ki je začel tam izginjati pred 60 milijonov leti. Vse še dobijo fosili v tej laporni peščnati zemlji, sicer školjke. No in seveda ostanek tega Panonskega morja danes Balaton ali Blatno jezero. Je pa zanimivo, da imamo nekako v Prekmurju dve podtalnici. Eno že tam 2-3 metre, če kopljete, eno pa 70 metrov. In ta je ostanek Panonskega morja, vendar je neobnovljiva in jo imamo tako za tisti zadnji rezervni del, če bi slučajno prišlo do takega onesnaženja, da bi se poslužili te podtalnice. Seveda imamo tudi precej termalne vode, ne samo v Prekmurju, ampak tudi v Prlekiji oziroma tudi na Madžarskem. Glede, gre za en panonski del, panonski kotel, za katerega še vedno se reče, da smo mi spodnje Panonci skupaj s Prlekijo. In veste, Sveti Sedež je zelo modro določil meje te škofije, da se ni odločil samo za Muro kot mejo, ampak da je tudi priključil škofiji Prlekijo, čeprav je iz Prekmurja izdvojeno Porabje, za katerega je etnolog dr. Vilko Novak dejal, da je to Prekmurje in njega del, ki je na Madžarskem. Torej, to Porabje je njega del, ki je na Madžarskem. In če boste še šli danes v Porabje, boste slišali tisto pravo prekmursko besedo, ki še govorijo stari ljudje, kajti mi v Prekmurju smo že precej, rekli, pod vplivi, predvsem zdaj angleških besed in tudi knjižnega jezika, ne nazadnje, v Porabju, pa ne morete govoriti slovensko, knjižno slovensko, mislim knjižno slovensko v smislu tega krajinskega področja, ker tudi prekmurščina je knjižni jezik, tako ga je opredelila, sedaj je preminula, bolj daj nebesa, znana slovistka dr. Zinka Zorko. In zato tam razume samo res prekmurščino, ne pa ta knjižni jezik, ko ga govorimo tukaj na Krajinskem. No in seveda naselitev tega dela Prekmurja. Torej jaz sem po svojem izvoru malo Prekmurec, malo Prlek. Torej mama je doma z Prekmurja, iz Beltenec, oče pa z Prlekije.
Je to zelo fajn, veste, ker vsi me imajo za svojega. Če sem v Prlekiji, v vasi Bunčani, kjer je oče doma, Bog ne daj, da bi tam rekli, da sem jaz doma s Prekmurjem, ker tega ne priznajo. Jaz sem doma z Bunčan, da je bil zavržen na vas. Seveda, zopet, če sem pa v Beltincih, pa je podobna zgodba vendar kontra Prlekiji. To je fajn, da se dejansko, kot pravimo, po prekmurske vezalje ali most za ene druge ljudi, ker najbolj še vem, kako je tukaj so odnose med Goriško in Tržaško, to ne je nekaj podobnega. No, tako je tudi tam, ali pa naprimer še vedno drži. Ja, med Štajersko in Dolenjsko, tam pri Boštanu in Sevnici. To so malo te take zanimive taki odnosi oziroma ščeketanja med sosedi, ki nas so bile tudi malo bolj v smislu kakih pretepov in podobno. No, in zato seveda Prekmurci tukaj, kot Spodnje Pomorci, tukaj je bila naseljena že zelo zgodaj, že v bronasti, železni, bakreni železni dobi in pozorno v tem rimski dobi. Vem, da je tukaj šla v Pannonijo tudi rimska cesta in predvidevajo, zdaj imamo nekoliko težave zaradi tega, ker bi radi obnovili predstavnico Trg. V tej stoletnici pa se nam je spomeniško varstvo gor sedlo, tako da bomo najbrž kar v zamudi za tudi, ne vem, za leto, dve, ampak sem dejal tudi tistim, ki so mogoče malo pripomogli k tej zamudi. Veste, cerkev ima čas zdaj do večnosti in v tem času se vse zgodi, tudi obnova tega trga. No in da bi naj tukaj šla mimo rimska cesta, predvidevajo na spomeniškem varstvu, torej tam, kjer je sedaj stolnica, prej župnijska cerkev svetega Nikolaja, so našli ostanke templjev boga Mitre, to je bil vojaški bog, rimski bog, predvsem pri vojakih, zelo čaščen. In seveda potem predvidevajo, da bi se tukaj naj razvijala sobota, trg in podobno. Torej, že v zgodnji dobi je bilo Prekmurje naseljeno in seveda davno prej so prišli Mađari, vsaj približno dobri 250 let, so bili tu Slovenci že prisotni in nekatere slovenske besede v mađarskem jeziku tudi dokazujejo, naprimer beseda kerst, ki je staroslovenska beseda za križ, jo isto tako uporabljajo tudi Mađari in še nekatere. No in knez Kocelj, ki je imel tukaj svojo kneževino z sedežem pri Blatnem jezeru, je poklical, zaprosil sveta brata in Cirila Metoda, da pač prideta v to pokrajino oznanjati evangelij v domačem slovenskem jeziku, čeprav so bili že tu ljudje evangelizirani, niso bili pogani. Kajti v 8. stoletju je tukaj škof, salzburški nadškof, javno posvetil prvo cerkev in to Mariji v čast. In če boste kdaj ne boste vedeli, kam bi mogoče šli na izlet ali romali, zelo vam priporočam, da veste te kraje, torej Zalavar ali Blatno jezero, kjer so zelo lepo pripravili te tlorise teh cerkva in pa seveda tudi razlago prav na teh mestih, kjer sta živela in delovala svetim Ciril in Metod. No, seveda posledica ali pa nekako vpliv tega slovanskega krščanstva med nami Prekmurci je gotovo posebna ljubezen do Matere Božje. Zato imamo kar zelo značilne cerkev Mariji čas posvečene, in sicer v Turnišču, kjer je 1000 let stara župnija, pražupnija, posvečena Marijini cerkvi. No in leta 2017 smo tu beležili 800-letnico prve omembe tega svetišča. In sicer, ko sta se tukaj pred duhovnikov v tej cerkvi spravili dve na smrt skregani grofovski ali feudalni družini. In sicer Jura in Haholdi.
In sicer družina Jura je bila slovanskega izvora, je bila slovanska grofovska družina, še leta 1917, so razmerno kar pozno še, potem, ko so bili že tu Madžari, in pa seveda potem družina Hoholdi, ki so bili pa nekako pri madžarskem kralju Andreju IV. Kar dobro zapisani, je kar dal ta ukaz, da se morajo družina Jura podrediti tej družini Hohold in uditi, zapustiti ta ozemlja in oditi na Goričko, ker ti Hoholdi so bili zelo bojeviti, so imeli na vesti tudi kar nekaj žrtev ljudi, celo so se spravili nad zagrebške kanonike takratne, tudi njihove posesti so hoteli imeti, je dejansko kralj hotel na vsak način hotel imeti mir v svojem kraljestvu in zato seveda jih je tudi tukaj omejil. Mislim, je dal možnost in ti so se potem razvili v družini Banfi, ki je potem seveda se poročala z rimskimi frankopati. To so tudi krvinci Banfi, so spremenili vero in zanimivo pa je, da je ta družina leta 1608 in sicer Krištof Banfi na pridigo Jurija Dobrunaka, jezuita, doma iz Dobrovnika, se v Zagrebu na praznik svetega Rešnjega Dariska spreobrnil nazaj v katoliško vero in tako spodnji del Prekmurja, to je Ravensko in Dolinsko, to je, če gremo tukaj dol iz Tišine, če imate, kdo je bil sploh Prekmurje, najte mi na roko, da jaz ne bom govoril, ker, no ja, vsem že imate neko predstavo, dobro, ko ste iz Tišine, Murska Sobota, Beltinci, Lendava, to je ta dolni del, je pa ta del spadal pod Zagrebško škofijo, dočim severni del pod Đursko škofijo, 1492 do 1777, južni del pod Zagrebško škofijo do 1777 in ko je bila ustanovljena Soboteljska škofija, je bila celotno Prekmurje potem pridruženo Soboteljski škofiji. No in seveda v tem času, sem pozdravil povedati, že 1526 se v Prekmurju pojavijo že prve evangeličanske skupnosti. Torej še že časa Martina Lutra in to v Poreči pri sveti Ani. Potem Kepler se je za eno leto ustavil na Tišini, to je ta znani fizik, ker je bežal pred Hrenom, njegovimi posegi v Ljubljani. In tu je pač zabeleženo, da je tudi tukaj živel. No, tako da že takrat, od 16. stoletja naprej, so tukaj že evangeličanske skupnosti. In seveda grofje so bili vedno tisti, ki, prej ste malo spraševali o medijih in katoliški cerkvi, grofje, kljub temu, narekovaj zelo verni, grof pri Gradu na Goričkem in grofica, predvsem Eva Popel na Rakičanu, so takoj sprejeli evangeličansko vero, zato ker niso hoteli katoliški cerkvi dajati davko. To je bilo praktično. Ampak, tudi nekateri župniki, kaj so naredili, so prestopili v evangeličansko cerkev, ker so se lahko ženili. Potem niso več imeli škofa za svojega prvega vodjo ali pastirja, pa je bil to krevni grof, ki je potem seveda tudi ustoličil ali pa umestil senjorja na mesto škofa. In krevni grof je pa seveda organiziral za dolgo časa tudi sinode, kjer so potem nastavljali župnike pozneje, ampak v začetku so bili župniki in ljudje niso vedeli, da imajo župnika, ki je evangeličan, ker je maševal še vse po katoliško, ostale obrede delil po katoliško, z razliko od drugih je imel ženo, ki ni bila konkubina, ampak je bila pač žena, to se pravi priležnica. To je bilo malo čudno ljudem, ampak se niso dosti sprašvali o tem. In to je bilo to. In potem on je podpisal tako imenovan dokument Formule Concordije, kjer je pa seveda potem prestopil v evangeličansko vero. Namreč, zakaj vam govorim o tem? Da boste razumeli, zakaj so Prekmurci tako, kot smo. Mi smo dejansko ljudje malo prepiha. In ta evangeličanska vera je prihajala k nam preko vojakov in trgovcev, predvsem iz Graca. In seveda
s tem je pa katoliška vera začela v Prekmurju izginjati. In v začetku 17. stoletja, vse tam do 1629, smo bili skoraj vsi Prekmurci že kalvinci. Ni več skoraj katolčana bilo. Ne? In takrat, kaj je naredil Peter Bazmani, to je bil takrat primas Madžarske, to je kardinal, to, kar še danes težko naredimo po drugem Vatikanskem koncilu, ker ni bilo župnikov, je župnije dal v upravo krščanskim moškim. To pomeni prodatisim vzvir dobrim krščanskim možem, ki so bili ali samski ali poročeni, niso mogli maševati, spovedovati, pa deliti bolniškega mazilja in drugo pa vse. Vse obrede, vse zakramente so delili, tudi so učili verok in oni so ohranjali katoliško vero od skoraj do prve polovice 18. stoletja. In to je rešilo katolištvo v Prekmurju. No, če grem nekoliko v Lendavo, k temu Krištofu Banfiju, on se je spreobrnil v 1608 nazaj v katoliško vero in v spomin na to še danes kelih z njegovim imenom, z letnico njegove spreobrnitve in vedno, ko jaz pridem v Lendavo med pontifikalno mašo, mašujem s tem kelihom. To je spomenik katoliškosti našega Prekmurja, preprost kelih. No in seveda, vse do 18. stoletja, ko je nastopil svojo, kaj že imenovali Kuzmiča, je to pacanje, katoliško, evangeličansko, kalvinsko, recimo, tudi med kalvinci, evangeličani, to je, kalvinci so reformirana evangeličanska cerkev, je prihajalo do hudih nasprotij, ne samo med katoliškimi duhovniki ali pa katoliškimi verniki in evangeličani, tudi med evangeličani in kalvinci. Je znan zapis iz Velike Kaniže, takratni turški vojskovodja. V 17. stoletju je zapisal v Martjance, to je sedaj župnija blizu Murske Sobote, njena cerkev je stara 600 let, je vredna za pogledati, zelo lep spomenik. Rekel, vidva krščanska psa. Če se ne boste pobotali med seboj, ti evangeličan in ti kalvinc, bo jaz prišel k vama, pa bomo glave odsekal. To je muslimanski, turški vojskovodja iz Velike Kaniže, ki je obvladoval vojaško in politično to področje tema zapovedal. Torej so se že takrat fejzdali, ni bilo ekumenskega vzdušja. No in seveda, v 18. stoletju potem nastopi tu zelo znana osebnost Miklavž Kuzmič, ki pa je bil osebni prijatelj z prvim sobotelskim škofom Janusom Siljem, kateri je bil medcen prvih katoliških prekmurskih knjig, torej abecedarja, potem Novega testamenta in pa zelo znana knjiga molitvena, izdana 1783, ki je bila pretisanja 28 krat. Zakaj? Ker z njo so se rodili, pa z njo so umrli. In če greste danes vnuk, naravno univerzitetno knjižico, je ne boste dobili. Mislim, da edini ima škof Zmej v celem kosu. To je res molitvenik, ki nam je ohranil katoliško vero. In seveda potem njegov bratranec ali ne bratranec, to je še zdaj dilema, Štefan Kuzmič, evangeličan, ki je tudi prevaral svetopismo in škof Zmej je pač dokazal, da sta prevala vsak zase, torej ne glede drug na drugega, ker so nekateri rekli, ja, sedaj Kuzmič je, Miklavž katoliški Kuzmič je prepisoval od svojega bratranca Štefana. Ne, vsak je prevajal neodvisno drug od drugega. Ampak seveda s tem se je ohranjal slovenski jezik. In zanimivo je, da v Kösevu, to je tukaj blizu meje, je sirotišnica, v kateri so se vzgajali prekmurski fantje, mnogi od teh evangeličanov, bodi se za učitelja ali za duhovnike, da bi učili v slovenskem jeziku.
No in potem tukaj imamo, iz tega izide ta rod prekmurskih narodnih voditeljev, ki so seveda potrovali k temu, da smo se pred 100 leti priključili matičnemu narodu, kajti 1000 let je bila Mura, državna meja med ostalim delom Slovenije in med Madžarsko in Prekmurje je bilo Madžarsko. In seveda, veste, madžarizacija, tako se to vi doživlja v istem obdobju, te momente zatiranja slovenstva. Madžarizacija je bila tam zelo groba, v 19. stoletju, na začetku 20. stoletja. In nažalost se je seveda, veste, po letu 1848, ko se je pričela ta pomlad narodov, seveda so se v Evropi pojavljali hudi nacionalizmi na račun manjšin. In kljub temu, da bi to naj bila pomlad narodov, ki je bila kot neki upor plemstvu, ampak plemstvo na Madžarskem je obstalo. Je obstalo vse do druge svetovne vojne. Je bilo zelo visoko kotirano in tukaj je bila tudi zelo blizu plemstva tudi cerkev. In zato so tudi nekateri madžarski škofje bili v službi te madžarizacije. In nažalost tudi nekaj somaterskih škofov, recimo Imre Sabo, ki je zapovedal prekmurskim slovenskim duhovnikom, da ne smejo pisati matičnih knjig v slovenskem jeziku, ampak samo v madžarskem. In naprimer je prišel ta škof Birmat na tišino in je pridigal takole. Če sem jaz kot škof se naučil vašega nič vrednega vendskega, oni so nacionalni vendi, ali pa embertoti, smrdeči Slovani, če sem se jaz kot škof naučil vašega nič vrednega slovenskega jezika, potem sem, ampak naučil se ni nič, samo teh stavke sem naučil, potem sem jaz, potem ste vi, kot nič vredni Slovenci se morate naučiti jezik vaše matere Madžarske, ki vam reže kruh. Tajnika je bilo tako sram to prevajati, da je namesto tega začel, kot da prevaja v slovenščini prekmurščini govoriti pridigo o sveti Evharistiji, o rešnem telesu. Čisto druge stvari, Seveda so ljudje takrat to razumeli. Seveda pri nas je bil fenomen v letu 1862, da so naprimer prneški duhovniki, to hočem povedati preko Vržeja, tu kjer so Sazjanci, Marjanišče, v vinskih sodih prek tihotapili ali švercali Mohorjeve knjige. In seveda, naprimer samo Tišina je imela okrog 400 naročnikov, Beltinci 600 naročnikov pred 160 leti. Ljudje so živeli v slamnatih hišah, blatnih kočah, znali so pa brati pa pisati, pa govoriti slovensko, imeli so slovensko zavest. In to je nekaj čudovitega. In seveda tukaj nastopi zelo zanimiva osebnost dr. Franci Ivanovci, doma iz Tišine, oziroma iz, se opravičujem, Župnik na Tišini, dorače pa doma iz Kančevec, ne vem, če ste videli Kančevci, tam, kjer imajo kapucini lep center duhovnosti, z te župni je ta duhovnik doma, študirajo v Budimpešti in doktorirajo iz klinopisja. Klinopisja je v odnosu do Božje besede. No in je imel seveda pred seboj neko lepo akademsko pot, pravi tudi, da bi lahko postal škofom, se je odločil, da ne gre domov v Prekmurje za župnika, da bo v slovenskem jeziku oznanjal evangelij. In tega so se navezali njegovi kaplani. In prav ti kaplani so bili tako prodorni, med njimi ta Jožef Klekl starejši, to lahko potem še mogoče kaj o njem pozneje, ki je imel svojo publicistiko, periodiko, družbeni politični list Novine, ki ga je izdajal od leta 1913 do 1941, 38 let vsak teden. Potem Marijin list, podoben zelo našemu Ognjišču, slovenskemu mesečniku, Božjo Rustja, ga ureja zelo podobno vsebinsko, in pa potem letnik Koledar srca Jezušovega. Ta periodika je ljudem ohranila katoliško veren slovenski jezik. In seveda potem dogodki po vojni, torej
Ta naš prekmurski človek je bil zaznamovan z hudo socialno stisko. Tudi do 1919 je bil pri nas praktično feudalni sistem. Šele po tem obdobju se je začela pri nas agrarna reforma, ki so jo prav ti duhovniki nekako peljali v tem smislu, da so ustanovili celo posojilnico v Črensovci, zato da jih budimpeštanski židje, naše prekmurske kmete, ne bi izžemali z previsokimi davki. Kajti visoki davki so bili, oziroma i visoki obresti, se opravičujem. Visoke obresti so bile to hudo zlo, ki je ničilo marsikaterega človeka. Zato so nekateri morali tudi v tujino, v Ameriko služiti, da so tam dobili nekaj narejeno, prišli na modo, so potem torej kmetijo si kupili. No in seveda, tukaj potem nastane Miško Kranjec, znotraj tega obdobja. Miško Kranjec je pisal v Kleklovih novinah in Marine listu svoje prve prispevke. Ko pa je začel pisati erotične pripovedi, ga je pa Kleklov nagnal. In to ga je seveda zrevoltiralo, da je tudi tako zamiril Kleklu, da je v bistvu potem v svojem romanu Rdeči gardist in podobno dejansko imel za čisto enega imenoval za bedastega, tepčastega ali prifliknjenega, ne vem kakega župnika, ki je zaostal in je dober samo za preprosto kmečko ljudstvo. In seveda tukaj potem moram povedati tudi to, da ta periodika je potem vplivala na mnoge duhovne poklice. Leta 1935, kar tudi sami ti poklici priznajo, smo imeli v Prekmurju 480 duhovnih poklicev, na 270 prebivalcev en duhovni poklic. Potem torej 1940 je bilo v Beltincih 11 novih maš. 10 so imeli Salesijanci benškofijski. Beltincih, 11 novih maš. Potem leta 1938 8 novih maš. Moj župnik iz Beltinec, Janko Škraban, je doživel v svojem 44-letnem župnikovanju 34 novih maš. Jaz sem bil njegov zadnji novimašnik in sem ga pokopal. Je bil zelo močna osebnost, zelo, rekel, pastoralno klen. In seveda tukaj potem je šel tudi mnogo misionarjev. Tukaj v tej zgodbi, imeli smo samo salesijanski red, je bil leta 1935 iz Prekmurja 74 salesijancev. To si bogoslovci, še noben ni bil novomašnik. Med njim so bili seveda tudi nekateri veliki misionari. Recimo, Bogojina, Plečnikova cerkev. To cerkev je zidal eden ožjih prijateljev in sodelavcev Franca Ivanocija, bil je tudi pri njega plan Ivan Baša. In gradnjo cerkve je pa vodil moj dedek, moj star oče, Martin Hrvat, rečemo temu Palejer, je bil Palejer, to se pravi voditelj zidave. In se tam spoprijateljil s Plečnikom, Jožetom. In Plečnik mu je pripovedoval mojemu dedu, škoda, da nikje ne zapisano, ampak ustno izročilo, prišlo je do mene, da sta s Finžgarjem, bila tam soseda, Finžgar je bil župnik v Trnovem, Plečnik pa zraven. Rekel, med nama ni plotu, ni ograje. Zakaj? Ker med sosedi mora vedno pihljati rahel vetrček prijateljstva. Plečnik. No in Plečnik je dejal za Klekla tole. Poznamo slovenske časopise, Domovino in tako naprej. Ampak ne poznam časopise, ki je imel tako kristalno čisto poštenost kot Kleklove novine. In takrat v Prekmurju, v Bogojini ima procentualno največ duhovnih poklicev, več kot Beltinci. In z te je tudi Domaškov smeh. In takrat se je župnik Baša zadolžil za zidal to cerkve, tako da je 5 kmetov zastavili svoje kmetije. 5 kmetov, veste kaj je to, ampak tistem obdobju. In so rešili. In Božji odgovor na to, vseh 5 kmetov je dobilo sina duhovnika. In med njimi je eden dobil sina škofa, škofa Sreja.
To so taki. Potem Odranci. Cerkev Svete Trojice, neuničljivega upanja, z izjemno lepo arhitekturo treh turnov. Tudi to je zidal moj ded. Vendar se mu je zgodila katastrofa. Sedanji boljši sožarnik Alojzij Kozar, ki je skupaj z Danijem Halasom, lahko to potem tudi razložim malo, je grozno trpel zaradi komunističnega preganjanja in nagajanja ob zidavi te cerkve. On je imel zbran ves material in so mu zasegli ta material za cerkev in zidali zadružni dom in potem ga tudi zaprli, ampak ko so ga izpustili, je šel ponovno zbirati sredstva za to cerkev. In ko so cerkev zgradili, kaj se je zgodilo? Nesreča, torej bili so to avstrijski sezonski delavci, ti domačini, material se ni posušil in je žena šla z vozom noter, zadela podpornike, vse se je zrušilo in 9 ljudi je bilo mrtvih in pokopani, torej pokopani pod tem betonom, tudi en otrok. In moj ded se je rešil češajno tako, da je slučajno nekaj sekund prej moral iti ven, ker ga je nekdo nekaj sprašal. To ga je pa tako strlo, deda, da si več ni mogel pomoči od tega. Začela se mu se pljuča razsušiti in je leta 1973 umrl. In seveda, vse te zadeve tako na hitro nametanje, da bi zdaj že me nekaj vprašali, ampak noče počakajte, imate ogromno vprašanje. Ampak to moram povedati, vse te zadeve so nas Prekmurce naredile malo za nenavadne, posebne in vendar zelo široke. Mi imamo to široko srce, da bi lahko noter spravljali celega vola. In zaradi tega smo gostoljubni, radi delimo, radi smo, če lahko nekaj komu damo, vendar smo pa občutljivi, če to tisti, kar mu damo, ne ceni. To pa lahko zamerimo zelo preveč. To pa je naša falinga ali naša napaka. In seveda moram reči, da tudi naša vera je vera iz zemlje. Tukaj so stopinje svetih Ciril Metoda in je Nuncij Farad, ki je bil včasih Nuncij v svet, da je jaz bi to zemljo najraje poljubil, ker je to sveta zemlja. In seveda danes še imamo nekako odstotek obiska nedeljske maše, recimo v Odrancih 60% nedeljnikov. Povprečje je 30%. To je najvišje slovensko povprečje. Vendar to gre dol. Namreč imamo eno veliko nesrečo. Imamo najnižjo rodnost v Sloveniji. V 13 letih, kar je škofija, nam je rodnost padla za 19.000 oseb, torej z 2.000, oziroma od 120.000 smo šli na 101.000. To pa so zdaj velika vprašanja, ki smo mogoče pa so obsega na to notro. To pa čuje pol redu, ne? Jaz sem v uvodu rekla, da imate veliko istočnic, z vami se lahko o ogromno vsebinah govori, ampak ne bomo spregovorili o vseh, ima jaz na tem listu. Ampak ostani pa pri Prekmurju, ker o Prekmurju pri nas pogosto se ne govori. Torej, prekmurski človek je veren človek, imate zgodovino, svetlo zgodovino, ki ste jo opisali, vendar peša, prav gotovo pri duhovnih poklicih, nekoč jih je bilo v Prekmurju veliko več, danes pa jih je malo tako kot v drugih slovenskih deželah. Kako je s tem? To je naša velika bolečina, trenutno nimamo nobenega bogoslavca v Bogoslavju, prav tako Celjska škofija ne. Mislim, danes smo imeli škofje po seji tudi kosilo v Bogoslovnem semenišču v Ljubljani in smo bili kar malo jih je teh fantov, mislim, da 44 skupaj. In kot se že omenil, duhovnih poklicev ni zato, ker ni ljudi, ni otrok. To je ena stvar. Potem druga stvar, mi imamo v Prekmurju največ trgovin na prebivalca v Sloveniji. Potem pa imamo največ v Sloveniji trgovin na prebivalca v Evropi.
Smo pa socialno v Prekmurju najbolj ogroženi, tukaj nekaj ne štima, to ne gre skupaj. Torej, izjemna želja po ohranitvi standarda je prisotna v naših ljudeh. Veste, v času Jugoslavije smo imeli nekaj velikih podjetij, kot so Mura, Pomurka, potem še recimo Blisk in podobno, kjer je bilo zaposlenih precej ljudi, pa hkrati so še doma ljudje kmetovali. Šlo je celo tako daleč, da pa del družine je bil pa v Avstriji, kot sezonski delavci, ki so se vračali, to so bili ponavadi možje, ob vikendih domov in seveda prišlo kar precej denarja in seveda standard je bil kar lep. Zemlja je rodovitna in smo lepo živeli. Recimo, moj oče je bil tako rekoč upravnik posestva v Beltincih, ker je kmetovalec, torej ima kmetijsko šolo. 500 krav so imeli, ne vem koliko teh teličkov kupovali od kmetov in so dobili, naprimer, takrat za enega telička 90-kilnega 2000 evrov. To je današnjega denarja. To je bil takrat namenjen za baby biftek. To je bila takrat moda 70-ih let, so uvažali v Anglijo. Torej, standard je bil visok in ta standard smo bi radi še zdaj. Zato vse delamo na tem, da bi živeli dobro in seveda tu se potem pa nam oži srce za velikodušnost. Saj veste, mi molimo za nove duhovne poklice. Samo redki so pa, ki molijo za svojega sina, pa za svojo hčerko, da bi postal duhovnik pa redovnica. To pa ne. Za soseda ja, sosed tisti naj gre, moj ne bo šel. Mi smo recimo imeli primer, ko je odrasel mož v poklicu že, izrazil staršemu želje, da bi šel za duhovnika. Zelo resno se je na to pripravljal, sta starša temu zelo hudo močno nasprotovala. In mu tudi zagrozila za razglasitve in tako naprej. Imamo primere, ko naprimer starši grozijo s samomori, če bo šel si za duhovnika, ali pa da ga bo ubil. In imamo tudi primer, to ne v naši škofiji, tako zdrastiš, v drugi škofiji, imamo v naši škofiji primer, ko naprimer še sin zaenkrat ne sme iti domov k svojim staršem, ker je v bogoslovju. Da ne sprejmejo. To je, veste, tudi posledica tega, kar smo se nekoliko prej pogovarjali, medijskega prikazovanja cerkve in duhovnikov. Ker zdaj v Sloveniji smo vsi duhovniki škofje pedofili. To je zdaj tako potegnjena črta in vsi smo isti. In veste, se zgodi, da greš v Ljubljani in po drugih mestih takole, potem kar nagovorijo, da je pedofil gre. In seveda to pri ljudeh vzbuja odpor, včasih pa tudi nasilje. Se dogaja, mi smo v Sloveniji imeli kar eno obdobje, mislim, to je 3 leta nazaj, 64 vlomov v župnišče. In nekaj celo fizičnih napadov na župnike. Tako da je bila že skoraj prav, nismo vedeli kaj. In seveda, ti vlomi so se dogajali zato, ker so rekli, gremo v župnišče, ker tam je denar. To pa so, kje so to zvedeli? Ja, oprostite, bom kar rekel, če bereš Dnevnik, če bereš Delo, če bereš podobne cajtinge, ti drugi ne govorijo kot to, da je cerkev polna denarja. Jasno, da nekdo, ki je, rekel, tako nekultiviran, ne samo umsko, ampak tudi srčno, jasno, da bo šel tja, ki je denar. In tudi v naši škofiji je bilo nekaj vlomov. In seveda, vse to vpliva tudi na stanje in na razpoloženje, da se tudi mladi ne upajo odločiti, ker noče odločiti za duhovni poklic. Čeprav v sebi nosijo to jedro, to željo po duhovnem poklicu. Sveti Janez Božki je zanimivo dejal, da Bog kliče vsakega 3. fanta za duhovnika. Vsakega 3. fanta. To je pa vprašanje, koliko jih odgovori. In prav danes smo se škofe pogovarjali, da bomo predlagali tudi naprej tem našim raznim gibanjem, predvsem gibanja, ki se ukvarjajo z promocijo in z razvojem zakonskih skupin, da ob tem, ko poskušajo mladim zakoncem pomagati pri njihovem verskem in tudi družinskem življenju, da bi jim začeli pomagati tudi pri
tej zavesti, po tej odgovornosti, da bi kakšnega sina ali hči bili sposobni in hoteli imenovati oziroma nameniti za duhovni poklic. Okay. Sedaj ja. Se zmeniva, da na vprašanje lahko imam krajše odgovore, sicer ne bomo? Lahko. Ne bom nič povedal. Če ne se zmeniva, da vas prekinem. Lahko, to lahko. Okay. Imam še eno vprašanje, mi je prišlo še zgodovinsko z Prekmurja. Iz tega vašega predavanja, uvodnega o zgodovini Prekmurja, je jasno, da slovenski duhovniki so odigrali pomembno vlogo pri ohranjanju slovenstva v Prekmurju. Uradna zgodovina to priznava? Za zdaj še ne. Zdaj je primorana priznati. Zdaj se dogaja to priznavanje. Torej, mi nimamo učbenikov o tem. Piše to mogoče v kakih Moholjevih knjigah, ne? Ali mi izdajamo zdaj nekako naslednica tega kalendarja srca Jezusovega, ki ga izdajo Klekel, so potem ti prekmurski naši duhovniki velikani, kot ta Božji sožabnik Lojze Kozar, potem prav ta župnik Janko Škraban, potem ratovski župnik Franc Puncer, ki je preživel Dachau, in še nekateri škof Smej, recimo, pa še nekateri laični sodelavci začeli izdajati koledar Stopinja. No in tukaj notri so pa ti možje zelo, zelo natančno delani. Imeli smo tudi simpozije o teh možih, recimo o Francu Ivanociju, obstaja prav simpozij oziroma knjiga. Isto tako Jožef Klekel starejši, isto tako potem še nekateri. In to je edina literatura o teh možeh, drugače v učbenikih vse o njih ne govori. In zdaj seveda ob tej stoletnici sem jaz pred 2 letoma ustanovil odbor za pripravo slovesnosti oziroma da bi to obhajali, ne? In istočasno je, mogoče malo pozneje, ustanovil odbor tudi gospod Milan Kučan. In zdaj sta 2 odbora. Jaz sem vedel, da se lahko tu skregamo v nulo. In vsega tega se ne smemo dovolj, ker se to Prekmurje ne zasluži. Ideološko se tu mi ne bomo še nobene vojne. In smo tako zastavili, da oni kar imajo, pa mi kar imamo, nišče nikoga ne moti. Vse se komplementira. In smo nastavili nekako skup urnik, agendo, da se stvari nam ne pokrivajo. In v bistvu ta odbor gospoda Kučana poskuša odgovarjati na nekatera družbena, politična vprašanja, mi pa se držimo striktno crkvenih reči. In naša naloga je, da res te narodne voditelje čim bolj nasiramo. In zato govorimo o njih tako, da smo že skoraj, ne bo rekel, lajnasti. Šmarnice bodo letos o teh narodnih voditeljih, oziroma gospod Kozar jih je napisal, Lojze Kozar, podranski župnik, nečak od tega Lojzeta Kozarja, moj generalni vikar. Potem vsi duhovniki 7 mesecev, vsako drugo nedeljo od januarja do julija pridigamo o teh narodnih voditeljih oziroma o teh dogajanjih. Po vseh crkvah enotne pridige imamo, on je naredil sheme, osnutek za vseh 36 župnik in se imenuje nekako naslov, oziroma imamo slogan tega našega dogajanja skupaj čez Zlati most. Imamo 7 zlatih mostov, 7 nedelj, 7 pridig in je res 7 mostov čez Muro in sicer od Petišovec do Radkine, ampak vsako to nedeljo imamo poudarek. Enkrat na narodnostni, drugi na verski zavesti, drugič na podobno, torej kulturno, družbeno in tako naprej. In seveda potem, postavili bomo spomenike, zdaj imam malo vroče tam, tisti, ki imate Facebook, se pravi, ne Renata, se prečujem. Erika, ja. Vi to veste, malo to sledite, tam imam zdaj vroče, kajti jaz sem malo sem trmast, pa nepredvidljiv včasih. In sem pač občino zaprosil, in to na praznik svetega Miklavža,
prav pred 2 letoma, da nam pomaga postaviti 8 kipov v letošnjem letu, kot spomin na to naše dogajanje, in sicer 5 kipov narodnim voditeljem, temu Ivanovcijo, Kleklu, Slaviču, Jeriču, Kovačiču, 2 kipe bronaste, 2 10-prstne, visoke, in sicer pred stolnico, ker obnavljamo ta trg, lepo zasnovan trg, lepa stvar bi bila to v soboti. Potem ob vhodu na ta trg Cirila pa Metoda, 2,5 metra bronasta. In v rondoju, ko prideš v soboto, z vseh strani Lendavske, Tišinske in Zavdovce, Zbakovce, Miklavža 5 do 6 metrskega bronastega. Zakaj? Bodo rekli, ja, ta škov je pa... Ne bi da raje dal redežem? Ja, se strinjam. Vendar imam en problem. Nam umirajo dedne časti in spomin na njih. Vemo, da danes beseda je zelo šibka. Dejanja tudi. Čeprav rečem, da je dobro delo največje pričevanje. Ja in ni. Smo že tako daleč. Simboli te pa butajo v glavo in v oči in se jih ne moreš ogniti. In ko se ti pripelješ tisti rodo, tistega Miklavža zagledaš in te vpraša, kaj pa zdaj? Kaj se z mojim dogaja, kaj je ta Miklavž, kaj mi sporoča? In Miklavž mi sporoča o tem, da mora biti dober. Za vsako ceno. In daj mi 3 jabolka, Miklavž, ki je s 3 jabolka, 3 zlatimi dokati rešil 3 deklice, ki so bile namenjene suženstvu. In so tako Ciril pa Metod. Ja, naše korenine so tam. Potem teh 5 narodnih voditeljev, ja, ti so tisti, zaradi katerih smo danes Slovenci, kot smo. Torej, imamo, veste, take, brego govorit in še govorit, pa včasih še malo sprovocirati, pa še govorit, ker drugače nič ni. Ker najboljše za nas, da smo tiho. Tudi jaz bi htjela govoriti, da? Sem bila celo serijo vprašanj o porabi, o evangeličanih in jaz bi se usmerila še v eno vprašanje vezano na Prekmurje in na to znanje, ki ga vi imate. Mi lansko leto smo imeli Bernarda Nežmaha in smo govorili o Orbanu in on je rekel, da zlato pravilo je to, da če ti hočeš o nečem poglobljeno spregovoriti, moraš spregovoriti s človekom, ki tam živi in ki to pozna. Oziroma, če imaš ta privilegij, da lahko ti tja greš in za daljši čas živiš. Vi živite dejansko z madžarskim elementom odvedno in Orbana poznate recimo tako iz prve roke, ne samo iz medijev, ampak tudi... Ja, nekaj že. Ampak tudi bolj neposredno kot mi. Mi beremo marsikaj o njem, bodi si v matičnih medijih, tudi v italijanskih medijih, v zahodnih medijih, po Evropi in tako dalje. Kakšna je ta politika Viktorja Orbana? Takšen, podobno kot Trumpa. Ampak zdaj smo tam, ne? Če jaz vprašam ameriške škofe, kdo je Trump, reče, nikdar bolji kot ta. Nikdar boljši kot ta. Zakaj? Skrbi za katoliške druge skupnosti, ne samo finančno, ampak tudi tako, jih omogoča delovanje, tudi brezposelnost je se zelo zmanjša in podobno isto. Glede, jaz sem vprašal resno prijatelja, bil je somodelski škof, zdaj je džerski škof in je predsednik Madžarske škofovske konference. In v imenu prijateljstva, veste, ko sta somodelski in džerski škof prišla k maši 17. augusta. Madžarska politika zaenkrat še ni dala zelene oči, da bodo prišli. Cerkev je dala. Kljub temu, da so izgubili 30% svojega zemlja leta 1919. V imenu prijateljstva. In to je nekaj velikega, bom povedal tudi pozneje, zakaj, kaj se mi obljubil, če pridejo, ne denar, ampak nekaj posebnega, ampak poskušal odgovoriti na to vprašanje. In se vprašal, kaj z Orbanom. In tudi on je dejal, glej, Orban dejansko pomaga našim madžarskim družinam, da ne samo da preživijo, ampak da se razvijajo. In zato
Orbanova politika je politika več otrok, tudi saj ima, mislim, da 5 ali 6. On je Kalvinc, njegova žena je katoličanka. Z eno ženo, ker tudi Berlusconi ima več. Z eno, Berlusconi, pa tudi naši v Sloveniji imajo. Cerar, na zadnje. Ja, ampak dobro, on je dejansko sleden krščanski mož in oče in tukaj, kar se tiče družinskega življenja, mu ni nič za oporekati. Seveda ima močno besedo tam tudi žena, isto kot prej pri Blairu. Spomnite Blaira, nekdanjega premiera Anglije, ne? Ona je bila katoličanka in celo predsednica župnijskega sveta v eni azijskih župniji. Torej žene imajo močan vpliv na svoje može, tudi na politike. In mi je rekel ta mađarski škol, veš, mi seveda sprejmemo migrante, ampak hočemo vedeti, kdo so ti migranti. Ne da svoje pasporte oziroma svoje pašuše, svoje te prepustnice trgajo pred mejo, da potem prihajajo naknadno Mađarsko kot neznane osebe in preko tam tudi potem v Slovenijo in tako naprej. In jaz sem potem dal izjavo, ne vem kako je to tu odmevalo, leta 2015, zelo močno. Je odmevalo, je tako odmevalo. Tukaj je odmevalo. Mediji so me raztrgali to skoraj v Sloveniji, ker sem dejal tole, da je bolje biti na Mađarskem Slovenc, kot pa v Sloveniji Prekmurec, nekaj taka je bilo. Ne? Zakaj? Zato, ker nam ni bilo jasno nič, kaj je z migranti. Naša Caritas se misli, da mi bodo ljudje tako rekoč posebno opešali, ker so noč in dan garali za migrante na meji z Lendovo, z Razkrižjem in se je potem dogajalo to, da niso več imeli moči za svoje domače ljudi. Mi imamo na primer 80 ljudi vsak dan na hrani v škofijski stavbi, ki se jim je dal najem Caritasu, imenuje se ta dom ali pa ta prostor Lazarjev dom. In za te tudi moramo skrbeti, ker jih imamo pač tudi reveže tam. Ne? In potem sem pač razložil, ne? Migranti, begunci in umetno povzročeni migranti. Begunci so tisti, ki bežijo zaradi težkih razmer, se rešujejo življenje, migranti zaradi ekonomske situacije, da se pač standard nekako poboljšajo, umetno povzročeni migranti so pa v bistvu teroristi. Ne? In to so takrat pri nas počeli mediji. In takrat sem videl, da mediji delujejo v Evropi in v Sloveniji vsi iz enega centra. Z enega centra. In potem se to razveja. Z enega centra. In te centre dejansko vodijo svetovne korporacije. Dobro, se mogoče vrnem nazaj k Orbanu in potem seveda sem vprašal tam mađarskega škofa, ne, tega Andraša Vereša, pa viš, nas obsojajo, ampak mi sprejemamo migrante na Mađarsko. Zdaj smo jih sprejeli nekaj tisoč, ampak kristjane. Zakaj? Zato, ker se lahko inkulturirajo v naše območje. Mi pa sirskim kristjanom zidamo dol, mađarska cerkev, torej zidamo dol vasi. Potem pa še nekaj morate vedeti. Pravi, zakaj Orban ne pusti meja odprt? Ni še to, da pove, mi smo doživeli v srednjem veku vse do konca Osmanskega cesarstva, torej 18. stoletje, 6 milijonov so nas Turki pobili. 6 milijonov Mađarov so Turki pobili. In tega Mađari ne pozabijo. In tudi Orban ne. Zato je Orbanova politika striktno za družino, za mađarski narod. Seveda je korupcija zelo prisotna v Orbanovi administraturi. Moram reči, da seveda tudi naši Mađari v Prekmurju dobijo precej denarja od Orbana. Ampak tudi cerkve.
tudi cerkve. Lendavska in Dubrovniška župnija dobita od madžarske države vsak toliko časa nekaj denarja, da se lahko normalno obnavljajo cerkve oziroma vzdržujejo, ker so tam moji Madžari tudi močno prisotni. Seveda, nekaj je še, veste, za mene kot škofa, ki mejim ne samo z Orbanom ali z Madžarsko, ampak Slovaško oziroma z višegrajskimi državami. In to je eno veliko vprašanje, in Orban to ve. Slovenci se pa delamo nore, oprostite. Teorija spola. To je ideologija, ki je nadaljevanje komunizma. In se zdi zelo osvobojujoča, ampak ta teorija spola o čem govori? Da se človek ne rodi kot moški in ženska, ampak to šele postane potem, ko mu stariš, oče in mama, zaradi ideoloških ali verskih, takšnih in drugačnih predsodkov, določi spol. Ti lahko imaš nekakve atribute, kot moški ali kot dojenček ženskega ali moškega spola. Ampak ti nisi ne ženska, ne moški, ti se to odločiš pozneje. In če vidiš, da ne uživaš dovolj, da nisi dovolj zadovoljiv, da se ne moreš hedonistično izražati, lahko ta spol spremeniš kolikokrat hočeš. In pri Svetovni zdravstveni organizaciji danes registriranih 70 spolov. Jaz jih poznam 2. Vi? Zdaj, kak še zdi 68, jaz ne vem. In pazite, zdaj ta uničenje družine ima namen vzeti družino lastnino. Kaj je bilo včasih socializem? Prideš do lastnine, osebne lastnine. In zdaj, naprimer, če se družina razbije, koliko imate ponavadi v družini, oče, mama, pa 3 otroci, pegel, 1, likarnikov, ne? Avto mogoče 2. Ja, če greste na 3 fraktorje, so 3 pegle, pa 6 avtov. In to je poraba večja. To nekdo zasluži. Zato, seveda, ohraniti družino, to je za nas temeljnega pomena. In zato jaz kot recimo škof v tem delu nekako se večkrat sprašujem, kaj je zdaj za mene kot škofa bolj pomembno. Vse je pomembno, da ohrani slovenstvo in družino, ampak čemu dati prednost? Ker če ne bo družina obstala, potem tudi naroda ne bo, ne? In nam se zakaj boriti? Za kako slovenstvo, pa za kako madžarstvo, pa za kako kulturo časti? In po tej logiki upadanja demografske rasti, naprimer v Prekmurju, čez 80 let v Prekmurju ne bo Slovencev. Kdo bo tu? Nik Madžarov ne bo. Nekdo pa bo. In po Božjem in naravnem pravu ima pravico preživeti tisti, ki ima otroke, pa ne glede, da je to kristjan ali pa musliman. In gledajte, če vi greste v Nemčijo, Vesen, bil sem lansko leto tam, ja, muslimanske mlade žene skoraj vse v pričakovanju otroka. Večinoma. Pa še 2-3 zraven. V Avstriji mi je pripovedoval naš slovenski duhovnik. Zopet sem zašel, je rekel. Prosite. Matija Tratnik, ki dela za Slovence. Ne? Kako ločiš avstrijsko družino pa muslimansko družino? Pa ni nujno, da so v kepo tam v tistih svojih oblačilih. Muslimanska družina, otroci in voziček, avstrijska pa peseka. In potem enkrat, bila pa ena taka sumljiva družina, ki je bila precej avstrijska, pa je voziček imela, pa se je stavil z enim prijateljem in rekel, to je pa gotovo muslimanska družina. Ne, avstrijska je, pa če ima voziček. Psička je noter. Sedaj moje vprašanje je to, zelo pogosto poslušamo kritike o tem, ali da je cerkev preveč politična, ali pa po drugi strani, da je preveč mlačna. Sedaj glede takih vprašanj in podobnih vprašanj, kje so meje nastopanja slovenskih duhovnikov, škofov in same cerkve v javno debato? Jaz sem včasih dejal, da bi dejansko morali kakšen Ivan Štofec pa podobne biti v parlamentu.
Glejte, Zmago Jelinčič je dejal edinega, ki se bojim, je Štuhec. Ta me zdela. Veste, res je, da pač duhovnik naj ne bi deloval politično, ne? To je že tudi po nekako zakonniku crkvenega prava podobno. Razen, če daš kol za to, da ste rekli, to pa lahko ne. Ampak zaenkrat, če tak daleč nismo, ko se pa govoril o tem Jožefu Kleklu in teh narodnih voditeljih, ne, je bil on v parlamentu od leta 1929, 9 let, kot predstavnik Slovenske ljudske stranke, Kmečke zveze. In seveda so ga v parlamentu videli kot duhovnika, ne kot politika. Čeprav je bil politik in je zelo dosti naredil za prekmurske Slovence, tako kot Očane, kot Američane. In zdaj v cerkvi Slovenske imamo težavo, pa ne samo tu, ne brž nekaj, kako v Italiji to čutite, pomanjkanje poznanja krščanskega socialnega nauka. Krščanski socialni nauk, ki ga ima cerkev, je tukaj zelo jasen, zelo izdelan nauk z drugim Vatikanskim koncilom, seveda takrat se ni začel, bil že prej nazočil v mnogih segmentih življenja cerkve, tudi mnogih ustanoviteljih raznih gibanj, raznih karitativnih ali oziroma dobrodelnih, recimo kot Kolping in podobno. Pri nas Janez Evangelist Krek, ki temelji na evangeljskih načelih pravičnosti in pa seveda odgovornosti do tega sveta, ki ga spreminja v Božje kraljestvo. Nekdo mi je rekel, en škof mi je rekel, Peter, pa vedno govorimo Božje kraljestvo v silo trpi, ne? Pige, prosite, Božje kraljestvo silo dela. Bože reči, kje se pojavi Božje kraljestvo, tam ne more biti miru, tam je dinamika, tam so nasprotje. Jezus je dejal, da bosta brat proti oče proti sinu, hčer proti materi v isti družini in da se bodo sprli zaradi njega, oziroma, ker danes toliko govorimo o miru. Pasite, to je zelo nevarna beseda mir. Mir pomeni ležernost, menefregizem, to imamo, mene frega pravi Italijani, mene briga, močnejša beseda je še to. Ampak mir ne pomeni mir pasivnosti, samo da bomo na varnem, da bomo zagotovljen, da me ne bo nišče napadel. Ne, mir je boj za Kristusa. Kristus pravi, svoj mir vam dajem. Pojdite in oznanjajte. In dajati Kristusa temu svetu seveda pomeni razkirati tudi svoje življenje. In tudi provocirati. In cerkev v tem prostoru, ne samo kot Božja pravna ustanova, ampak tudi kot civilna družba, je po svoji vsebini, naravnanosti in namenu mora biti nujno provokativna, ker je Kristusova. In zato vedno, ko oznanja pravičnost. Mislim, že tako vedno, ko oznanja tudi etiko, mora biti glas bijočega v puščavi. Zakaj danes tako napadajo cerkev? Zato, da bi jo utišali. Glede, muslimanska pomlad, arabska pomlad leta 2011 v Egiptu, Jemnu, Libiji, kaj se je takrat zgodilo? Svetovne korporacije so pobrale hrano ljudem, ker je bila pa takrat precej sušna doba, bilo te hrane imamo malo za energije. Ljudje so šli, so vstali. In to so takrat islamisti izkoristili za svojo pojavnost, za svojo akcijo, za svojo revolucijo. Ampak kaj so spoznali sirski škofje? Sirski škofje so spoznali tole, da dejansko zadaj za tem se skriva namen uničenja katoliškega krščanstva. Praske med Hrvati in Slovenci, glede Piranskega zaliva, glede zdaj teh prisluškovalnih afer, in vse to, od zadaj je namen oslabiti ta dva katoliška naroda,
da bi bila med sebojnem sporu in da katoliškost tukaj izginila. Torej, najhuje je, kot ti spreš katoličane. In tukaj vidite zdaj, da naš krščanski socialni nauk je nauk glasu. Je seveda tako prepoznaven, veste, se nam zdi, da ni, je. Glejte, problem evtanazije. Vsi mislijo, da je to krščanski problem. Ne, ni. Problem evtanazije je etičen problem, ki zadeva vsakega človeka, ne glede je kristjan ali ne. Ampak ker cerkev toliko jim govori o tem, ima tako izjasnjena mnenja glede tega, je to, češ je to krščanski problem. Ni. Isto abortus. To ni krščanski problem, etičen problem. Krščanska vera daje samo svoj odgovor na to. Koliko pa so ti odgovori uspešni v javnosti? Sedaj je v vsedržavnih matičnih medijih ne bova govorila, ker sicer bomo spet zelo dolgi. In kako se je ta slika spremenila, če se je spremenila na slabše. Mene zanima, kako je z katoliškimi mediji, koliko so uspešni, koliko znajo odgovarjati izzivom današnjega časa, od spleta do poglobitev, do vsebin, koliko so učinkoviti dejansko. Veste, je kar nekaj, mislim. Nekaj je, ja. Torej, katoliški mediji imajo dve lastnosti. Svobodni so. Čeprav so katoliški, so svobodni. Pri tem se ne bojijo, kaj bodo rekli škofi ali kaj ne bodo rekli. In v tej svobodi so tudi odgovorni. In ker so svobodni, so da nikomu niso neč zavezani. In katoliški mediji strokovno na vseh področjih, torej tako digitalnem, kot tudi mesečniki in tedniki, zelo dobro ne samo odgovarjajo, ampak dajejo smisel in pomen medijskemu prostoru, še vendar v tem oziru, da je ta prostor še vendar lahko human. Zanimivo je, da katoliški mediji znajo tudi o slabih novicah poročati na način, da nisi zagrenjen, da nisi razočaran. Dočim, seveda, jaz sem na primer osrednjega televizijo, jaz imam televizijo zaprto, ne gledanje že 4 leta. Pa sem medijski škol, pohujšanje nulove. Ne morem, ker potem ne morem spati. Ne zato, ker bi gledal kriminalke, ampak enostavno te zrevoltira. Pogledaš dnevnik pa ene in druge stvari. In pač grem potem na digitalni mediji in si tam izberem tisto, kar hočem gledati. Jutranji novice, ne? Potem pa kar naredim. Grem potem in aha, tega bom gledal, tega bom tega. In pogledam tisto, kar dejansko želim videti. Enkrat sem nadškofa Šušterja spraševal, ne? Sem rekel, gospod Čovor, nekaj me zanima, ko sem bil še župnik na Igu, pa sem imel veliko zavestnost, mislim, da Birma se nekaj peljal nazaj domov. Sem rekel, gospod Čovor, kako to, da ste tako ažurirani? Intelektualno močan, potem vedo je stvari, dajo vedno vtis, da sicer kaj dosti ne gleda televizije, ampak stvari gleda, je rekel, veste, imate prav, niti radija nimam. Jaz sem rekel, pa to, pa meni sam povedal. Zanj je bilo znano, da je on imel en tak krog intelektualcev, s katerimi se je mesečno, po potrebi tudi 2krat mesečno, več, tudi srečaval in imel debate, da so ga informirali o stvarih, ki so se pač dogajali v družbenem prostoru. Seveda, on jih je potem pa v svoji inteligenci duha in uma predelal. On jih potem prežvečene dajal slovenskemu narodu. In to se mi zdi zelo pomembno. Namreč naši katoliški mediji so mediji življenja, ne? Tu še življenje kipi. Je pater Marko Rupnik nam enkrat škofom dejal, gospodje, vemo, da delate, da ste zmatrani, da pridete domov vse suti, kaj da bi še kaj brali? Pravi, malo cerkvenih očetov, pa le sam večer preberite, malo. Tu kipi ven življenje. Berite knjige, iz katerih veje življenje. Mogoče mi imamo Slovenci malo težavnosti, zdaj saj tam v Matici, zelo radi beremo
knjige, ki govorijo o nas. Samo o nas, ne o drugih, o nas. Kako bom jaz svojo depresijo premagal, kako bom jaz svojo tegobo premagal, kako bom jaz svojo dušo, jasne, psiholoških knjig beremo ogromno. In jih tudi več prodamo v naših katoliških knjigarnah. Ne pomagajo veliko. Zelo da kratek rok, ja. Samo rabimo pa res Kristusovo moč in pomoč in to pa je življenje. To je življenje. Pater Rupnik to zelo dobro pravi, da je krščanska vera ni nauk, kot so druge vere. Krščanska vera je življenje. Še eno podvprašanje. Katoliški mediji postajajo marginalni, kot so bili kljub vsemu temu sporočilu. Kako se je ta marginalnost spremenila v vseh teh letih? Vi odgovarjate za medije pri škofovski konferenci že vrsto let, že več kot 10 let. Pa čujte, veste, tam to ni nujno samo, da gledamo na to, koliko je naklada kakšnega časopisa, ne, ali se zvečuje ali ne, oziroma poslušanost. Imamo Twitter, imamo Facebook. Jaz sem zdaj šel, mene so naštimali naši, jaz sem imel sestanek novo ustanovljenega koordinacijskega odbora za medije in sem rekel, škof na Facebook, kaj čakaš? Ona sem jih čudno gledal, jaz nisem najprej, bolj konzervativne narave, glede tehnike in to vedno nekje zadnje poprimem, na to mislim zelo pozno. In sem rešel na Facebook. In vam povem, dam tiste svoje novice, ki jih pač hočem dati, ki jih drugi mediji nikakor ne bi objavili, pa to če bi vem kaj bilo, ampak pride do ljudi, ne? In zdaj, na primer, ko Frajen Tonarco zašpilal, sem sam luk, vredi pa poigram 13 000 ogledov za eno polko, ne? Če rečem, na primer, kakšno stvar glede teh družbenih vprašanj, ne, je tako 6, 7, 8 tisoč. Toliko ljudi ne dosega nikjer. Preko Facebooka, ne. Potem, seveda, v naši mediji, če se zdaj res vržemo na tem vprašanje, se poskušajo, bi rekel, ne samo posodabljati, ampak iskati načine, kako se približevati ljudem, ne. To je opazno zdaj pri novi obliki družine, tednika, ki je postajen tak časopis, ki seveda nadaljuje to svojo tradicijo katoliškosti, vendar nekako širi to obzorje tudi vprašanj glede družbe, tudi glede teh določenih tragičnosti v družbi, kot so eutanazija, naprimer, kot seveda prej vprašanje družine in tako naprej. Tako da tudi Ognjišče je naredilo nekako svoje korake v tej svoji posodobitvi. Seveda morajo pa seveda ti naši mediji paziti, da ne zgubijo tega Kristusovega, kot pravi prekorju žmaja, to je duha, da ne nehajo dišati po Kristusu. Ker je zanimivo, ljudje pa to še vedno nekako iščejo in tukaj, na primer, je zelo zanimiva Aleteja, ta internetna spletna stran. Ne vem, Karlo, ti veš, okrog 400 000 sledilcev menda imajo. 400 000 sledilcev v enem letu. Ti dejansko predstavijo vero v nekem drugem, ne bo rekel kontekstu, ampak sredstvo ali pa kot momentu ali pa mogoče v okolju, ki je za nas zelo nenavadno, zelo zanimivo, včasih zelo provokativno, vendar pa zelo, zelo osvežilno. Kako lahko nekdo, torej vsak človek je od Kristusa nagovorjen, ne glede v kakšni situaciji je. To je fantastično, to je Aleteja poskuša dati in berejo ljudje. To so ne samo verni, tudi neverni skalci, celo nasprotni cerkve. Ker so lepe zgodbe. Ja, seveda, zgodba je vedno tisto, kar govori, glede tudi Jezus se je oprijemal zgodb, to imamo prilike. Se jih ni ugibal, včasih je škofje malo menimo, kaj bi imeli kakšno zgodbo za veliki šmaren ali ne. Zdaj seveda škof mora vedno dati nek jasen nauk, včasih tako ima ex katedra, ampak se na YouTube poslušal škofa, ampak to ni bila najbrž svestna. Maša je bila pa tako, škof, veste, jaz časih mošujem tudi v župniji, ne s mitro in palcem, ampak samo zato, ker kaplana ni, ker je duhovni vaja s birmanci, pa župnik mi je imel drugače 6 maš, potem pa jaz imam 2. Da vem, po more sečanju so se fraj, ker je precej maš, še malo na podružnicah, če so to poščeni. No in poslušal na Pepernico, se prav tako
poslušal, to se pravi, imel Mašo v Kobilju, ker je bil župnik operiran na koleno. Pred domov sem malo šel na YouTube, poslušam svojega sobrata škofa Salesijanca v Pasovu. Mlad škof, zelo prijeten, fajn, dober teolog, ne. In on tam govori vic med pridigom. Videli so čud skup padali, ne. Kak velike cerkve, velike župniji, dost ljudi, župnik je vedel, da bo drugi dan treba ljudi pepeliti, ne. Pa sam ni, ne moreš. To vse. Mežnar rekel, da bi mu pomagal, ne. Za kristan. Veste, kaj je to mežnar? Rekel mežnar, ja, bomo, samo kaj moram reči? Ja, prah si in prah se povrneš, ne. Pa posud s pepelom, ne. Ja, dobro, vredno. Drug zjutraj se dobitev zakrsti in pa mežnar vpraša, kak že gre? Trotel si, pa trotel ostaneš. In seveda, on je šel pa tako pepelil, trotel si, trotel ostaneš. Ljudje so znoreli in prišli k župniku, ne? Tam se zmešal. In seveda, župnik je tam v roke vzel. Ti, kako to govoriš? Pravi, gospod župnik in dragi ljudje, vedno je bilo tako. Samo vi niste razumeli, ker takrat se je to latinsko govorilo. Ja, torej oznanilo je pomembno, ne. Zdaj malo vic na stran, ne vem, če to jih najbolj paše sem, ampak oznanilo je zelo pomembno. Veste, katoliška cerkev ima tudi veliko težavo z jezikom. Namreč, kako uporabljati jezik, ki bo blizu ljudem, ki ga bodo razumeli, pa vendar, da ga ne boš banaliziral, ne. Ker svet jezik mora ostati. Tudi jezik, ki je v svojem sporočilu skrivnosten. Vse ne moramo veri vsega razumeti. In zato so nam zopet en drug vic povedal, ne. Smo bili na medijski konferenci oziroma seminarju škofe, zdaj še tudi 10 let v Rimu. To je bilo prav pri svetem očetu. Je en pilot strmoglavil in seveda se je rešil s padalom. In obstane tam na enem drevesu, gor visi en dan, ampak ni videl, da je na sovražnem na zemlji ali ne. Pa visi drug dan, tu spodaj so ljudje, hodili pa se ni poglasiti, da ga ne bi kdo ustrelil, gor ne. Je rekel, ja, 3 dni ne bom visel, bom umrl, to ne bo šlo tkano. Ne. In spodaj gre eden, pa bom godol kriči ti, hej! On, kje sem? Gor. On, ja, na drevesu. Pravi on dol pilot, a si ti duhovnik? Je pravi, kaj? On pa je rekel, kako pa si vedel, da sem? Je pravi, nič pametnega mi ne poveš. To je res. Ampak glede, je pa cerkev tista najstarejša ustanova, ki pa ima izkušnjo znanjevanje. Pavel na Areopagu se je pač poslužil svojega okolja, svoje kulture in vedel je, koga nagovarja. Razkiral je in seveda beseda se je takrat v Evropi, Božja beseda se je v Evropi razsejala. Zato tudi mi moramo, predvsem duhovniki, iskati načine, kako spregovoriti. Jaz vedno rad poslušam vašega Karla tukaj. Joj, ta gospod ima fajn besedo, pa dobro poveš, predvsem težke stvari, mir, na preprost način. Tako da res, hvala, to je velik dar. Sedaj predsednica tam je ostala, je znak, da smo dolgi, ne? Ampak jaz ne vem, nimam ure, imate 2 ure. Koliko? Ne, še eno. Krivi, ker smo komaj pol 9 začeli. Še eno moram, še eno vprašanje, ampak ki je vezano na vašo funkcijo tudi odgovarjati za Slovence, ki živimo zunaj meja Republike Slovenije in zdomce in zamejce, ki se ohranjajo te slovenske skupnosti po svetu, okoli slovenske maše, okoli slovenskega duhovnika. Prvo vprašanje, zakaj se cerkev ukvarja s Slovenci, ki živijo zunaj meja Republike Slovenije, prvič, in drugič, če si to lahko danes še privošči, ko še doma nima dovolj dušnih pastirjev. To je veliko težko vprašanje, ja. Prav zdaj, ko smo bili v Celju, namreč imamo zvezo Rafael, v kateri so ti seljenski duhovniki
predvsem ti, ki delujejo v Evropi, in to zvezo vodi res karizmatičen, legendarni gospod Monsignor Janez Pucelj iz Münchna. Jaz ga imam za učitelja in patriarha med nami, jaz se nimam nič za voditelja, sem nič za osvetelj, tem bolj imam njega za to. In zato, ko so meni škofje postavili v to službo v 13 leti, sem mislil, da bom nekap. To mi je bilo nekako težje, bolj nedomljivo, kot pa postati škof. Ker nisem bil nikdar navajen hoditi po svetu, ker sem študiral Torino in tako, in zato bolj navajen na domače loge. Zanimivo je, da že od samih začetkov, kamorkoli so šli Slovenci, so jih spremljali duhovniki. To imamo izkušnjo tudi pri nas v Prekmurju. So tudi šli že v začetku prejšnjega stoletja, oziroma tam 30 let, predvsem so Slovenci v Francijo, duhovniki, naprimer Ivan Camplin, ki je umrl v zelo visoki starosti in jih je spremljal v njihovem verskem življenju. Veste, če so iz cerkev najbolj hvala? Ne, vsaj pri nas, pri naših prekmurskih duhovnikih, pa mislim tudi drugod tako. Ne, da bi ne ostali Slovenci zunaj, ampak da bi se pokvarili, da bi postali nemoralni in da bi izgubili vero. In seveda v slovenstvo so pa ti duhovniki videli tisto najbolj žlahtno posodo, v kateri pa vera in pa etične ali moralne dolžnosti obstanejo. Z mnogimi evropskimi škofi sem se srečaval in so mi rekli, zanimivo, da do sedaj jaz nimam izkušnje, ne vem, gospod Karlo mogoče več ve, je bolj na tem področju, a je kateri škof ukinil kje kako slovensko skupnost? Ne, same se ukinjajo, ne, zaradi pomanjkanja duhovnikov. Škofje ne. Dočim večje skupnosti po svetu škofje pokinjajo. Celo kakšno italijansko vem, špansko, portugalsko ukinjajo. Slovenskih pa ne. Pa mi je že malo se kakšen škof rekel, veste, Slovenci ste tako dobri, tako plemeniti, tako pošteni. Povejte vi vašim Slovencem, daj vendar ne hlepijo po vrednotah Evrope, ampak Evropa vaše vrednote rabi. Mi vaše vrednote rabimo, slovenske vrednote. To je rekel škof iz Nantera v Parizu. In to bi bilo lepo slišati. Potem se v Augsburgu imel Birmo. In za augsburškega škofa je znano, da ne postitujemo škofo Birmat v svoji škofiji. Tudi če pride Birmat, bi najprej šel Birmat svoje ljudi tam, kjer so, kot izseljenci. Ne posti. Pri nas je naredil izjemo. 3 Birmance sem imel in je dal slovenskemu škofu, torej konkretno meni, da sem lahko prišel v Birmat. In ni bilo ljudem na kuriji tam jasno, kaj se je škofno zgodilo. Pa ne vemo še danes. Je predstavil svojega generalnega vikarja, saj gospod Erwin je bil zraven, da je bil zraven pri somaševanju, ampak to je bilo priznanje slovenskih skupnosti za njeno versko življenje. Da ne govorim o Argentini. Tam škofje točno vedo, da slovenski duhovniki so srčika slovenskega kulturnega življenja. In res, v 5-6 skupnosti v Buenos Airesu ti 3 duhovniki res to skupnost ohranjajo ne samo pri življenju, ampak tudi mladi to skupnost gradijo za slovenstvo. Seveda tukaj pri vas, gledajte, ja, nimate več duhovnikov, ne, eden še da je tukaj med vami, gor na Tržaškem občine, nekaj Salezijanci. Tudi mi imamo to težavnost v Porabju. Nimamo slovenskega duhovnika, ki bi bil v Porabju, se pa dogaja nekaj drugega, neverjetno, no. Mađarski škof, sombadelski škof se je v letu in pol tako naučil slovensko brati, da ima slovensko mašo, tako da ga ne preštimaš, da ni Slovenc. Pred 2 leti on ni vedel za slovenščino. Zelo inteligenten za jezike. Potem iz našega Prekmurja, na primer, hodijo 3 duhovniki, v Senik in Monošter 2-krat mesečno maševat. In zdaj za velikonočni ponedeljek bom jaz imel tam na meji v Markovcih mašo za traktoriste, 80 traktoristov, 80 traktorjev prišlo in 40 od teh približno jih pride Mađarske, s Porabja. In imamo seveda lepo medsebojno druženje, odprte so meje. Potem je seveda isto velja med Lendovo in mađarskimi škofijami tam
mislim, župnijami, Lenti in Redič in podobno, si tudi mađarski duhovniki, torej pomagajo tako, da pridejo pomagati k nam med mađarske vernike. Nekaj me boli. Meni rečejo naši duhovniki v Evropi, da danes mlade družine ali pa posamezniki, ki odhajajo v Evropo ali v Avstralijo, več ne iščejo slovenske skupnosti in duhovnika. Njim je čisto vse za slovenstvo, glavnem, da imajo službo, denar in se več v slovenske skupnosti ne vključujejo in se dejansko popolnoma prilagodijo svojemu okolju in tudi popolnoma asimilirajo. Imamo pa zopet druge primere, recimo vnuki, prav vnuki slovenskih izseljencev, ki ne znajo nič slovensko, pa čutijo zaradi svojega tetka, babice, da vendar niso samo Angleži, ampak da so tudi Slovenci, da imajo v sebi slovensko kri, hodijo v narodnih nošah, se učijo slovenske pesmi, čeprav jih ne poznajo njihovega pomena. Imamo primer, na primer, ko v Monoštru, iz Monoštra, direktor psihiatrične bolnišnice, doktor psihologije, psihoterapeut, uči slovenske pesmi, cerkvene slovenske pesmi v Števanovcih in zbor perfektno poje te pesmi, on pa ne zna nič slovensko, zborovodja. To so neki momenti, ko dejansko, bi rekli, presegajo tudi te naše okvire razumevanja. V bistvu gre za to, da še vedno ljudje nas kot Slovence, pa kjerkoli smo v zamejstvu ali pa v tujini, torej spoznavajo kot ljudje, ki smo res dobrega duha, močne vere, pa tudi seveda veseli, da smo, kar smo. Torej, da se ne sramujemo tega, da smo Slovenci in da pač tam, kjer lahko slovensko govorimo in tudi tam, kjer lahko tudi kaj v sebi kot Slovenci povemo. To se vam zahvaljujem za to vašo skupnost tukaj, ker vem, da so zelo dinamične reči prav v korist slovenstva. Seveda multikulti, to je čas moda po Evropi. Ja, ne bomo obstali, če ne bomo kleni v svojih narodnih koreninah. In mislim, da Slovenci smo en tak narod, ki to zmore, kljub temu, da mogoče pri drugih narodih opažamo neko stagnacijo, nas to ne sme prestrašiti. In veste, mi Slovenci imamo še eno veliko zaščitnico, to je Marija. Mati Božja, Sveta Gora, Brezje, Ptujska Gora, Turnišče. Imamo kar zasajene take stolpe, postojanke ali obrambne stolpe naše vere. In ja, Sveti Janez Bosko je dejal, kdor Marijo časti, bo videl, kaj so to čudeži. In jaz lahko rečem, jaz bi moral mamo zgubiti že pred 40 leti. Imela je zelo hudo bolezen raka na maternici. Seveda več videl kemoterapije, obsevanja v kliničnem centru. In jaz sem bil takrat, če niti, komaj sem začel novicijat, to je pripravo na radovniško življenje. In vem, podobno je bilo, nisem se predstavljal, da bi mamo izgubil. In mama je takrat rekla, Marija, ti še mene nimaš pravice vzeti k sebi, ker jaz še imam 3 nepreskrbljene otroke. Je kar da adakta, nič ni pogovarjala. Ti nimaš mene pravice vzeti k sebi. In še dan živi moja mamica, za 81 let stara. In zanimivo je, da je kar nekaj ženam v taki situaciji pomagala z to, bi rekel, brezpogojno zaupanje, brezpogojne zaupanje v Marijo. In zato vas tudi vabim, da to marijansko pobožnost tukaj ohranjate, negujete, kajti
Mariji bomo obstali. Z Marijo se je začel naš slovenski rod, naša vernost in po Mariji smo kot Slovenci najbolj prepoznavni, ne samo doma, ampak tudi po svetu. Jaz sem imela tudi vprašanje o Slovencih kot Marinem narodu, ampak me gledajo dobro. Ne morem. Prvo se zameriti, da to lepo gledam. Nekaj potem ne moramo več teh večerov prilekati, da je ona šefica. Tako še kaj morate kakšno reči, se mora še kaj za druge ostati. Gospod Škofi, se vam zahvaljujem za ta pogovor, sicer iz svojo vlogo sem si morala izboriti danes tukaj, če ne... Hude, kaj ste, gulaš časti ali kaj. Povabili smo vas v našo sredo, ker smo v velikonočnem času in kot pripravo za veliko noč bi vas prosila še na koncu krajšo velikonočno misel, duhovno misel in pa še blagoslov. Hvala lepa. Glejte, pri teh naših narodnih voditeljih je nekaj zelo zanimivo. Veste, da imamo vsi svoje čustva, pa svoje živce. In vi tukaj vem, da imate na Goriškem tudi škofe, ki so zelo trpeli zaradi slovenstva. En škof je bil tukaj tudi naš prvek misija, kardinal. In vi pravite misija, mi pa misija. In tudi ta je imel svoj križev pot in zanimivo Klekl, Jože Klekl starejši, ta človek periodike, 1909. leta, kot župnik Gor Pečarico na Goričkem, je zbolel na živcih. To je zelo hudo. In se je upokojil, mlad. Ne vem, če ni imel še čez 30 let. Rekli bi, zdaj pa konc, živčno zboliš, fertik. On pa kot upokojen duhovnik eksplodiral v novi narodni voditeljski dejavnosti. Imel je sanje, kjer mu je tale Marjeta Lakok povedala, naj se zaupa srcu Jezusovemu in bo postal apostol srca Jezusovega. In vse svoje življenje, vse svoje trpljenje, vse svoje živčne bolezni in podobno, kar je imel tudi hude dnje, je dalo srcu Jezusovu. In šele za svojo živčno boleznijo je postal velikan, mi temu rečemo po starodavnem, naše slovenske krajine ali okrogline. Okroglina, Če gledaš daleč, ravnina je okrogla. In, naprimer, en od njegovih uspehov je bil to, da je imel 700 rednikov svetega Frančiška Asiškega, ki jih je mesečno zbiral v Črensovci na duhovno obnovo, 700. Od teh je imel 300 zapreseženih večnemu devištvu. Eni mladi fanti in dekleta, to nismo stari ljudje, mladi, ki se niso poročili z namenom, da bi imeli prek Murja zadosti duhovnih poklicov. Hočem reči, ta velika noč, predvsem za nas Prekmurce, seveda gotovo tudi za vsakega od vas, tudi tukaj v zamejstvu, nam lahko pove to, daje to sporočilo, Kristus je končal s tragiko na križu, vsega je konec. In to se lepo vidi v Emausu, kot dva učenca, jadikujeta se na poti iz Jeruzalema v Emaus, kaj se je zgodilo v Veliki petek, tragika. Toda Kristus, ko ostali stopi v njeno življenje z Euharistijo. In prav tragika je novo priložnost za nov začetek. Vsaka tragika. Tudi če je še naše življenje tako težko, tako nemogoče, tako bi rekli včasih bedno, vendar za Kristusovim stojenjem ima to naše življenje svojo veličino in skrati tudi svojo smer. To je naše večno življenje. Ne pozabimo na veliko noč, da Kristus je zastal od mrtvih, ampak z njim bomo vstali tudi mi. In zato z njegovim stojenjem je smrt postala samo prak, preko katerega vstopimo v večnost. In Kristus je vstal, aleluja, veselimo in radujmo se, aleluja. Res je vstal, aleluja. Že naprej anticipiram, ampak čez par dni bomo to lahko z veseljem peli. No in zato res z veseljem, torej vam, ki ste tukaj, pa vsej vaši skupnosti, vsem Slovencem, pa tudi Italijanom,
ki živite med sebojnem soglasju, mogoče včasih kakšne napetosti, ampak ta napetost naj bo tisto prizadevanje za Kristusov mir, tudi naj vas spremlja Božji blagoslov. Pa se priporočimo naši nebeški Materi Mariji. In Očeta in Sina in Svetega Duha, pod Tvoje varstvo pribržimo, Sveta Božja Bogorodica, ne zavrsti naših prošenj, naših potreba, vse vseh nemarnosti, počasti dneva in blagoslovljena Devica, naša Gospa, naša Slednica, naša veselnica, svojemu Sinu nas pravi, svojemu Sinu nas priporoči, svojemu Sinu nas izroči. Gospod z vami, najboslavljeno ime Gospodovo, naša pomoč je imenu Gospodovem, naj vas blagoslovi, ohranja, krepi in opogumlja, te razveseljuje vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Slavimo Gospoda.